Žive naj vsi narodi, ki hrepe ne dočaka dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik in dela prost dan, praznujemo 8. februarja. Na ta dan je leta 1849 umrl naš romantični pesnik France Prešeren. France Prešeren se je rodil 3. decembra leta 1800 v Vrbi na Gorenjskem v kmečki družini. V osnovni šoli je bil odličen učenec, zato so ga zapisali tudi v Zlato knjigo. Nato se je vpisal v gimnazijo v Ljubljani, po njej pa je študij nadaljeval na Dunaju. Po zaključenem študiju na Dunajski pravni fakulteti se je vrnil v Ljubljano, kjer je delal kot odvetnik. V tem času je napisal večino svojih pesmi. Pri ustvarjanju pa ga je pomembno usmerjal izobraženi prijatelj Matija Čop. Prešeren je prvi Slovenec, ki se je po veličini svojega pisanja lahko kosal s sodobniki po Evropi, kjer je tedaj umetnike vodila romantična usmeritev. Življenjska pot pesnika. Nesrečno zaljubljenega v bogato Primičevo Juliju, ki je posvetil sonetni venec leta 1834 in druge ljubezenske pesmi, je bila polna raznovrstnih preizkušenj. Kot pesnik v času svojega življenja ni doživel priznanja. Ni se mogel strinjati z razmerami časa in tudi ne s kritikami, ki jih je prejel. Bil je idealist, častil svobodo, lepoto, ljubezen in svoj narod, slovenstvo. Razočaranje nad svetom ga je v zadnjih letih življenja pahnilo v alkoholizem, ki je nazadnje povzročil njegovo smrt. Poezija Franceta Prešerna še danes pomeni vrh slovenskega pesništva. 7. kitica njegove Zdravljice, napisana leta 1844 v obliki keliha, je postala besedilo državne himne Republike Slovenije. Obletnica njegove smrti pa državni kulturni praznik in dela prost dan. V manjšem obsegu Slovenci obeležujemo tudi njegov rojstni dan, v decembru kot ta veseli dan kulture. Proslava ob obletnici pesnikove smrti je prvič postala vseslovenska leta 1941 med drugo svetovno vojno, vendar je bila tedaj to praznik vseslovanske enotnosti in so ga praznovali 7. februarja. 8. februar se kot slovenski kulturni praznik praznuje od leta 1945 naprej, kot dela prost dan pa od leta 1991 naprej. Na ta dan imamo osrednjo državno proslavo, na kateri podelijo Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada za najboljše dosežke na področju umetnosti v Sloveniji. Prešernove nagrade podeljujejo ustvarjalcem, ki so z vrhunskimi umetniškimi dosežki ali z življenjskim opusom trajno obogatili slovensko kulturo. Vsak umetniški ustvarjalec naj bi jo prejel le enkrat v življenju, na leto pa podelijo le 2 Prešernovi nagradi. 8. februarja potekajo po celotni Sloveniji različne kulturne prireditve. Ljudje lahko brezplačno obiščejo večino muzejev, gledališč in razstav. Prešernov sejem, ki poteka v Kranju, Kranj se prelevi v mestu iz 19. stoletja z veselim vzdušjem na ulicah. Pohod po poti kulturne dediščine Žirovnica. Prešernov dan na Ljubljanskem gradu. Slovenski kulturni praznik v Narodni galeriji v Ljubljani. Prešernov dan v Narodnem muzeju Slovenije v Ljubljani. Prešernov dan v Mestnem muzeju v Ljubljani. Prešernov dan v Narodnem muzeju Slovenije Metelkova. Prešernov dan v Tehniškem muzeju Slovenije. Slovenski kulturni praznik v Moderni galeriji v Ljubljani. Slovenski kulturni praznik in dan odprtih vrat Švicarije. Kulturni praznik v Slovenski filharmoniji. Morda še kje druge. Vsekakor pa tudi na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. Pozdravljeni mladi ustvarjalci, pozdravljena publika, gledalci Prešernovanja 2021. Kaj je kultura? Kultura je samostalnik ženskega spola, pomeni skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja, ustvarjanja. Je sinonim za civilizacijo, je dejavnost, ki obsega področje človekovega umskega, zlasti umetniškega delovanja in ustvarjanja. Kultura je tudi tista,
ki je poleg jezika gradnik naše osebne in nacionalne identitete. To so lastnosti, načini ravnanja, doživljanja in mišljenja, v katerih posameznik prepoznava sebe in druge. Ljudje smo namreč izrazito družabna bitja in želimo pripadati. Kje in kako smo ukoreninjeni? Si želimo iz tradicionalnega, varnega domačega okolja v svet? Pesnikova pot zna namreč biti trnova. Ni ga Slovenca, ki ne bi vsaj enkrat v življenju slišal za majhno vrbo. Srečno vas domačo, kjer pred davnimi časi se Prešeren je rodil. Ja, France Prešeren, največji izmed drznih, svobodnih romantikov, ki so rane svojega srca v papir zabadali in glasno hlastali za zrakom neuslišane ljubezni. Začne se leta 1800. Poglej ga, Šime, lep kot sanje je ta naš France. Ja, Mina, čutim kosteh, da bo ta malček odličen gospodar naše ribiče vine. Kaj pa ti misliš, da si? France ne bo doben gospodar. France bo fin, izobražen in nadvse urejen gospod. Bo član elite, da veš. In sem prepričana, da bo odličen duhovnik. Ja, pa kaj še? Imel je druge načrte. Hotel je postati pravnik. Prešeren je kaj kmalu pokazal svoj talent in dušo začel upodabljati tudi v verzih. Začel je z malim. Ne, Kopitar, ne bom. Ja, Prešeren, pusti pesmi najprej malo stati. Pa kakšnih 5 let bo dovolj. Potem pa jih šele pili. Saj se še bova srečala, Kopitar. Povodni mož, Lenora in vlažni praktikari pa bodo ostali. Ko je Prešeren začel pisati pesmi, ni šlo ravno vse kot po maslu. Ja, še posebej na faksu. Mislim, da je bolj imel probleme z družino, kot pa s čim drugim. Malo mu je šlo po škripcih, če veš, kaj mislim. Ja, malo je vse v tistem pismu staršem. Zakaj? Zakaj, duhovnik? Nikoli. Pismo vam napišem. Vaš pravnik nič vreden vam bo pismo napisal. Torej so bili tudi prijetni trenutki. Smole. Ojoj! Kaj je to? List. Kaj? Lirski list. Imamo jo. Zakaj so me notri? Pa res! Končno! Veš, od zdaj naprej boš pa ta prave pesmi pisal. Čeprav si je mati želela, da njen nadnadarjeni sin postane pop, France pa kot vsi drugi najstniki matere sploh ni upošteval in se odločil za študij prava. Kasneje pa dobil službo pri odvetniku v Ljubljani. Tam je spoznal še večjega pametnjakoviča kot je on, in sicer nikogar drugega kot Matijo Čopa. Poglej ga, Zlonko, tudi ti pišeš poezije, pa sem mislil, da sem samo jaz tako naprej. O ne. Ljudje mi pravijo, da sem eden najbolj izobraženih Slovencev. V katerem stoletju pa se nahajaš? Potem pa mi povej, kaj je tako izjemnega na tebi? Ja, z mano se lahko pogovarjaš v 19 različnih jezikih, pa tudi cenzor sem, in to kranjske čebelce. Poznam pa tudi celotno svetovno poezijo, tako da me lahko kar takoj začne spoštovati. Joj, gospod Pametnjakovič, ne bodi tako nadut. Morda bi pa lahko sodelovali pri razvoju slovenske književnosti.
Vidim, da tudi ti podpiraš visoko književnost v slovenskem jeziku. Pa no, morda se lahko potrudim, pa ti pomagam, če že rabiš na svet strokovnjaka. Tako se Prešeren spoprijatelji s Čopom, tam postane literarni mentor. Prešeren je izdajal pesmi v zborniku Kranjska čebelca, Čop pa mu je pri teh izdajah pomagal. Ko bi vsaj bilo vse tako lepo in prav, kot se sliši. Tedaj pa v dogajanje poseže eden in edini Jernej Kopitar, ki s svojim drugačnim razmišljanjem prijateljema povzroči cenzuro 4. zvezka Kranjske čebelce, ki pa je vzrok za črkarsko pravdo. V tistem času Prešeren izda novo pisarijo, s katero osmeši zagovornike drugačnega mišljenja, predvsem Kopitarja. Pravi boj pa z njim začne, ko Čop napade Metelčico. Kako lahko narediš kaj takega? Kaj sem ti krivega storil, da tako napadaš najnaprednejšo pisavo, kar jih je? Tisto prav ti je, če si že Slovenec, je prav, da zagovarjaš slovensko književnost in razvoj, ne pa da hvališ in posnemaš Srbe. Tvoja Metelčica je nepraktična, okrna in grda. Ko pride drugi dan spet mož Kopitni, namest, da bi šel dal po svoji poti, ker čevlji so pogodu meč se loti, zavrne ga obraznik imenitni. In tebe z njim, kdor navčen si učitar, rekoč, da čevlje sodi naj Kopitar. Bosta že videla. Mislim, da ni dvoma o tem, komu bodo ljudje zaupali. Pa da ne boste slučajno mislili, da v Francetovem življenju ni bilo deklet. Pa še kako pomembne so bile, predvsem za njegovo literarno ustvarjanje. Prav gotovo poznate bogato Julijo Primc, ki jo je Prešeren srečal na deževen 6. april v Trnovski cerkvi v Ljubljani. Kdo je ta mladenka, katere lepote me je čisto prevzela? Daj, France, daj, zdaj ali nikoli. Joj, gospodična, gospodična. Jih dokaj ju prosi, ali vsak mu odreče, Prešerna se brani in ples odlašuje, si vedno izgovore nove izmišljuje. Kaj si pa ta starec misli, da osvaja tako mlada dekleta, kot sem jaz? Sramota! Naj komu povem? Ne, sigurno bo čudno, sploh si ne predstavljam, da bi za to izvedela moja mati. Raje ga bom ignorirala in se pretvarjala, da se ni nič zgodilo. Prešeren se trudi in trudi, tudi Julije njegove pesmi in pisma ne ganejo. Tako Julija postane Prešernova neuslišana ljubezen, hkrati pa povod za njegova najboljša dela. Mokro cveteče rožice, poezije, očitajo to, kar se v prsih skriva. Srce mi je postalo vrt in njiva, ker vse je zdaj ljubezen elegije. Ni sonce, ti si v oknu domačije, ne daj te najti, luč ti ljubezniva. V gledišču na sprehodih sreča kriva, ne v krajih, kjer plesalk vrsta se vije. Ubogi Prešeren se zaradi Julijinih zavrnitev nikakor ne more izkopati iz obupa. Ko pa vidi le še kanček upanja, ga na realna tla postavi vest, da je Julija zaročena. Ko da to še ni dovolj, pa mu še istega leta v Savi utone njegov najboljši prijatelj, Matija Čop. O moj Matija, zakaj si me tako hitro zapustil? Zelo te bom pogrešal, dragi prijatelj. Vam izročim, prijatelja, dragi moji, ki spi v prezgodnjem grobi, pesem milu. Ločitvi od njega mi je hladilo. Bila je lek ljubezni stari rani.
Prešeren je tedaj popolnoma na tleh. Znajde se v najgloblji življenjski krizi. 6 mesecev muči, tla krvava reka. Slovenec že mori Slovenca. Brata, kako strašna slepota je človeka. Tedaj pa Prešeren spozna še eno mladoletnico, Ano Jelovšek. Vendar mu ta ni predstavljala idealne ljubezni, pač pa samo uteho ob neuslišani ljubezni z Julijo. Z njo je imel kar 3 nezakonske otroke, ki jih je tudi finančno podpiral. Toda z Ano ni nikoli doživel resnične, globje ljubezni. Ana, zelo mi je žal, vendar moram ti priznati, da te nisem nikoli zares ljubil. Saj si Julije nisem nikakor mogel izbiti iz glave. Imel je 3 prekrasne otroke, za katere sem ti zelo hvaležen. Hkrati pa mi je izjemno žal, da niso bili pod najine ljubezni. Najina zgodba se nažalost ne more razvijati naprej. Joj, France, ne govori neumnosti, saj veš, da te imam rada, tako kot tudi vse najine otroke. Nažalost moram oditi. Tako mi srce pravi. Z Bogom in srečno, Ana. On, ki ptice pod nebem živi, naj ti da srečne, vesele dni. Ali te je treba bilo ali ne, vedno bom srčno ljubila te. Potem, ko France zapusti Ano, mu gostilna postane drugi dom. Svojo bolečino utaplja v pijači in se povsem zanemari. Umiranje prijatelja, poroka Julija, zavrnitev odvetnika, otroci, utopitev. Po službi pri dr. Krobatu se Prešeren zateka v gostilno pri Metki, kjer mladi Jerci piše pesmi. A žal mu Jerica naklonjenosti ne vrača in svoje srce preda drugemu. Julija me noče, Ana ni zame, Jerica me je zapustila, le še pijača je v tiho. Prešeren se v gostilni sestane še z eno pomembno osebo, Janezom Blajvajsom. Vse mi gre narobe, pišem pesmi, a zaman pa še advokatura mi vedno znova splava stran. Za advokaturo me ne čudi, saj pa si na slabem glasu. Kar se pa pesmi tiče, lahko prihodnji ponedeljek objavim eno izmed njih v mojih kmetijskih in rokodelskih novicah. Kaj pa imaš v mislih? Prošnja, ukazi, ljubica je na balkonu, nezakonska mati ali pa krst pri Savici. In tako je bilo objavljeno Prešernovo delo Krst pri Savici, vendar slabih časov še ni bilo konec. Pesem, kot je ta, v celoti ne more biti objavljena. Po moji presoji 3. in 4. kitica se ne smeta objaviti, sta preveč revolucionarni in poudarjata panslovansko misel. Tako okrnjene pesmi že ne bom objavil. Nekaj let pozneje. Končno mi gredo stvari po planu, izšla je moja zbirka, spet sem navdušen nad pisanjem pesmi, še otroka se mi ne zdita tako slaba. Mislim, da bom ju vzel za svojo. Čestitam, Prešeren, samostojni odvetnik boš. Prešeren, ne! Vedno sem te ljubila.
Prešeren je gradil na 4 temeljih: ljubezni, lepoti, pripadnosti narodu, ustvarjanju. Pravzaprav se sliši jasno, zelo preprosto, toda identiteta je zapleten pojem. Lahko je telesna, osebna, skupinska, kulturna, nacionalna. To so le nekatere oblike. Identiteto lahko razvijemo, spremenimo, prevzamemo, se s kom popolnoma poistovetimo, komu celo ukrademo identiteto. Lahko z lažno identiteto zaslovimo? Slava namreč je le slava, tudi lažna, če ne prava. Pozdravljene, drage gledalke in gledalci. Danes v našem studiu sledi zanimivo dogajanje. Z nami so že vsi prisotni gostje. Z nami je Matija Čop. Pozdravljeni. Z nami je tudi Jernej Kopitar. Pozdravljeni. Z nami je tudi Primičeva Julija. Danes je tudi z nami Andrej Smolej. Andrej Smolej, mogoče se nam bo pridružil malce kasneje. Lepo pozdravljeni vsi današnji gostje. Danes se boste lahko v naši oddaji razgovorili o Francetu Prešernu, vašemu prijatelju, ljubimcu ali morda tudi sovražniku. Julija, če sem že pri vas prej končala, naj z vami tudi začnem. Pa smo spet pri tej skrivnostni ljubezni. Prešeren te je zagotovo ljubil. Napisal ti je ves sonetni venec in to kar z magistralami. Kaj pa ti, Julija, kaj pa ti čutiš o tem? Ja, ta sonetni venec je zares prečudovit. Da bi lahko zavrtila čas nazaj. Poet tvoj nov Slovencam venec vije, rad mohi bo spomin tvoje hvale. Iz srca svoje so kali pognale, mokro cvetece rožce poezije. Iz krajev niso, ki v njih sonce sije, cel čas so blagih sapic pogrešvale. Obdajale so utrjene jih skale, viharjev jeznih, mrzle domačije. Izdihljeji, solze so jih redile, jim moč so dale rasti neveselo. Ur temnih so zatirale jih sile. Lej, torej je bledo njih cvetje velo, jim iz oči ti pošli žarke mile in gnale bodo nov svet bolj veselo. Le čevlje sodi naj Kopitar. Danes sodim jaz vam in vaš odnos s Prešernom. Kopitar, zanima me, zakaj se niste dobro ujeli s Prešernom? Kje je vzrok in razlog, morda zato, ker piše boljše pesmi od vas ali ker ima več ljubic kot vi? Prešeren pa že nima dobrih pesmi. Bi že vedel, če bi bilo tako. Veste, on je bil vedno ljubosuben name, ker sem pač boljši od njega. Vse je bilo dobro, ko pa je na koncu napisal tisto njegovo neumno pesem, Apel in čevljar, mi je pa bilo vsega dovolj. Ne govorim več z njim. Hvala za vaše iskrene odgovore, če so bili zares iskreni. Z nami je tudi zelo dober prijatelj Matija Čop. Matija Čop, službovali ste v tujini, govorite 19 jezikov, poznate vso svetovno poezijo. Prešernu pa tudi pomagate z nasveti, kritikami, skupaj pa bijete tudi bitko v Črkarski pravdi. Za začetek no prosim povejte, kako je, ali je težko razumeti 19 jezikov? No, 19 jezikov ni tako težko razumeti. Seveda, če si pameten in nadarjen kot jaz. Ali velikokrat kritizirate Prešerna in kakšen je njegov odziv, ko ga kritizirate? S Prešernom sva zelo dobra prijatelja, že iz dni Črkarske pravde ali kot bi temu danes rekli slovenske abecedne vojne. Seveda pa sem mu ogromno pomagal tudi s svojimi nasveti in znanjem. Po moji zaslugi pa je lahko objavil toliko njegovih del v Kranjski čebelci. Vendar pa sem ga tudi veliko kritiziral. Kot na primer to, da ni objavil
Soneta, apel in čevljar. Mislim, da je bilo tako najboljše. Kaj ne, Kopitar? Hvala, Matija Čop, za tvoje iskrene odgovore. Kam? Ko brez miru okrog divjam, prijatelji vprašajo me kam. Vprašajte raj, oblak neba, vprašajte raj, val morja. Kadar mogočni gospodar drvi jih sem trte vihar, oblak ne ve in val nekam, kam nese me obup ne znam. Samo to znam, samo to vem, da pred obličenje ne smem in da ni mesta v zemlji, kjer bi pozabil to gorje. Oddaje bi se pa tudi moral udeležiti Andrej Smolej, ki ga nažalost danes ni med nami. Sem vas prestrašil, ne? Ja, Andrej. To je tudi moj namen. Joj, to pa je bilo presenečenje. Bilo, ja. No ja, z nami je Andrej Smolej. Vidim, da ste si s Prešernom bila zelo blizu. Bi nam mogoče lahko povedal malo več o vajnem prijateljstvu? Da. Bila sva, kot sem že prej povedal, zelo dobra prijatelja. Večkrat me je obiskal na gradu na Dolenjskem. Skupaj sva izdajala knjige, pisala časopis. Večkrat sva skupaj kak kozarček ali pa steklenico spila. Ja. Hvala, Andrej, za vaše odgovore. In zdaj, dame in gospodje, je čas, da med nas pride tisti, ki ga danes kritiziramo, hvalimo in tisti, ki je obogatil in spremenil slovensko pesništvo. Z nami je France Prešeren. Gospod Prešeren, moram povedati, da izgledate malo bolj okrogli. Kaj vam pomaga? Dobra hrana in pijača? Ali pa enostavno nimate časa za telovadbo? Pardon? Kaj? Dobro, gospod Prešeren, ne razburjajte se preveč, saj ne bomo govorili o vaših kilogramih, temveč o tem, čemu ste najboljši. Govorili bomo o vaših delih. Pa naj naštejem nekaj vaših del, kot so, na primer, Slovo od mladosti, Sonetni venec, Povodni mož in Meni najljubša. O, vrba srečna, draga vas, domača. Čakaj malo. Ki je moja sončna plaža, je močna kakor moja kača. Gospod Prešeren, vidim, da danes ni vaš dan za recitiranje, pa pustimo to. Zakaj pa? Malce ste narobe zrecitirali, a se vam ne zdi tako? Ja. Ne. Ne veste vi. Malo preveč pijače. Nikoli ni preveč pijače. Redo? Pa naj vas raje vprašam, kaj imate danes oblečeno? To je vprašanje. Kapa, Prada. Kaj pa drugega? Prada, vse Prada. Zakaj bi nekaj nosil tu sešitega na ulici? Saj sem Prešeren. Moram se oblačiti primerno mojemu standardu. In mogoče imate kakšne cilje za vašo nadaljnje življenje? Kako mislite, kakšne cilje? Mogoče načrtujete, da boste napisali kakšno novo pesem? Zakaj pa bi pisal novo pesem? Kaj, nimam jih dovolj? Ne mislim pisati nove pesmi. Ni vredno. Zakaj bi? Odločil sem, da sem vzel čas zase, si kupim jahto in odidem, samo odidem v daljno morje. Ne morem več tako živeti. Ni mi več do pisanja. Pa ljudje sploh ne hvalijo moje pesmi, samo da sem nek umetnik in da sploh ne bom razpravljal o tem. To meni sicer ni tako zelo podobno Prešernu, kakršnega jaz poznam. Meni tudi ne. Ne, to ni Prešeren. Počakajte, kdo ni pravi Prešeren? Dovolj, ustavite kamere! Kaj se dogaja tukaj? Kdo si ti? Jaz sem Prešeren. To je pravi Prešeren. Ne, to je prevarant. Ti, da si Prešeren. Da. No, to lahko ugotovimo le na en način. Kako? Vprašal bom par vprašanj. Ne. Pravi Prešeren bi vedel odgovor na njih. Vprašaj. Torej, kje in kdaj je bil rojen? No, povej, prevarant. 1. decembra 1800 v Ljubljani. Ne,
Jaz sem se rodil 3. decembra 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Laže. Kdo je Prešernova žena? No povej, kdo ti je žena? Julija. Ne, moja žena je Ana Jelovšek. To je resnica. To je pravi Prešeren. To je pravi Prešeren. To je pravi Prešeren. Sem vam rekel, da je prevarant. O Vrba, srečna draga vas domača, ker hiša mojega stoji očeta, da bi uka želja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača, vse, kar srce si sladkega obeta, mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranji begrača. Zvesto srce in delavno ročico, za duto, ki jo nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico, mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval svet Marka. Spoštovani gledalci, kmalu bomo začeli oddajo. Ko bomo začeli, bi vas prosila za en velik aplavz. Na besedo zdaj začnete ploskati. 3, 2, 1, zdaj. Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobrodošli nazaj v oddaji Na zdravje. Danes se bomo pogovarjali z največjim slovenskim pesnikom, odvetnikom, mojstrom verza in rime ter delilcem fig. Dr. France Prešeren, dobrodošli. Dobar dan, iskreno se vam zahvaljujem za povabilo na ta šov. Gospod Prešeren, v preteklih letih ste se uveljavili kot zelo znan odvetnik in pisatelj. Zanima nas, kako vam je uspelo ohraniti tako dobro razmerje med osebnim življenjem in delom kot odvetnik. Gospod voditelj, za vas imam eno preprosto rešitev. Alkohol in to dosti. Kaj pa najraje pijete, da vam požene kri po žilah? Vince sladko, ki mi oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, v mojih potrtih prsih up budi. Kdo pa je bil vaš najboljši pivski prijatelj? Najrajši sem ga z Matijem Čopom pil. Pil, pa tudi plavala sva zelo rada. Včasih tudi oboje skupaj. Prešeren me je skoraj naučil plavati žabico. Če bi pa spil še kak kozarček več, pa bi lahko še Savo preplaval. A veš kaj, kolega? V nedeljo ga greva malce pit, potem pa plavat, da bova videla, če si se kaj naučil. Misliš, da še rabim rokavčke? Seveda, da ne. Mislim, da ti že odlično gre. Če ti plavanje in potapljanje gresta vsaj pol toliko dobro kot potapljanje v kozarcu, potem ni skrbi, da bi se ti kaj zgodilo. To pa še bo zanimiva dogodivščina. Ali imate še kakšne takšne prijatelje? Seveda imam. Vsi, ki z mano pijejo, so moji prijatelji. Z Andrejem sva tudi dobra prijatelja. Andrej Smole je med Ljubljančani znan kot velik veseljak. Sem del druščine, ki se imenuje Komisija za uničevanje vina. Komisija za uničevanje vina? Nam lahko bolj podrobno pojasnite? Opojno pijačo, vino, uničujemo tako, da ga pijemo. In čim več ga na ta način spravimo po grlu, tem manj ga potem ostane za druge prebivalce dežele Kranjske, ki tako lahko ohranijo trezno glavo. In res, velikokrat sem pil skupaj s Prešernom, ne, France? Tako je, pogosto sva se skupaj zabavala. Prijatelji so mi stali ob strani, tudi ko so cenzurirali pesem, ki mi je pomenila veliko. Takrat smo v kozarec pogledali ekstremno globoko. Je mogel biti ta Miklošič pametnejši kot kdorkoli. Sam sem črtal tretjo kitico, ampak ne.
On je mogel odpisati še 4. Sam veš, da ta kitica ni bila primerna, sicer pa bi pesem lahko objavil tudi brez teh stihov. Nisem je hotel tedaj in tudi zdaj ne bi hotel. Ta kitica ima izjemen pomen, izraža zahtevo po enakopravnosti. Edinost, sreča, sprava k nam, naj nazaj se vrnejo. Pa saj si jo kljub temu objavil v Lirskem listu, na to pa še v Kranjski čebelici. Mislim, zadovoljen pa tudi nisi z ničemer. Gospoda, prosim, da se umirita. Gledalci bi morali načeloma zgolj poslušati. Se opravičujem, vem pa, da imam vseeno prav. O ne pa ne, sicer pa nisi bil edini, ki je bil v tem času tako nadnaravno inteligenten. Kaj ne, Kopitar? Pa smo spet tu. Ne bodi glasen, Prešeren. Pojdi raje k svoji mladoletnici. Jaz bi šel rajši k tvoji mami. Lahko nadaljujemo? Mislim, da je pomembno, da smo zdravljico na koncu vendarle dobili. Torej, kako pa je na vse vaše obiske gostilne gledala vaša partnerka, Ana Jelovšek? Prešeren tako ali tako nikoli nisem bila na prvem mestu. Zanj sem bila vedno zgolj Šivilja in Ljubica, ter mati njegovih 3 nezakonskih otrok. Terezija, Franca in Ernestine, ki je o njem celo napisala knjigo. Priznam, njeno mnenje me ni nikoli preveč zanimalo. Bolj pomembno mi je bilo mnenje mlade lepotice Julije. Juliji sem pisal pesmi, posvetil sem ji celo sonete in ji napisal sonetni venec s posvetilom Primicovi Juliji. Ona pa me nikoli ni uslišala. Joj, Prešeren, sonetni venec si objavil kot prilogo k ljubljanskemu nemškemu pisanemu časniku Ilirski list. Se sploh zavedaš, da so to videli prav vsi? Mar ni doba truvarjih viteških boževanj že zdavnaj minila? Še podoknice so iz večera v večer manj običajne. Nikoli se mi nisi zdel zares dovolj soliden za mojo hčer. Ne, Prešeren, ti že nisi pravi. Ne moreš biti, ne smeš biti. Sicer pa hčerkino roko sem že obljubila imovitemu Jožefu Šojhenštulu. Od nekdaj lepe so Ljubljanke slovele, a lepše od Julije bilo ni nobene. Nobene očem bilo bi bolj zaželjene, ob času nje cvetja dekleta ne žene. Ko najbolj izvest je danica svetla, najlepša iz deklic je Julija bila. Zdelo, da ta pesem ni bila namenjena meni, no pa se me to niti toliko ne moti. Da moj oče ni bil ravno priljubljen med dekleti, pa čeprav je imel univerzitetno diplomo in bil odvetnik ter pesnik. Sicer je res, da v službi ni napredoval, kot bi bilo treba. Ni se mogel prikopati do samostojnega odvetništva ter s tem do zanesljivih in, kar je še pomembnejše, do zadovoljivih dohodkov. Se opravičujem, nisem se predstavil, sem Črtomir. Rodil sem se med nastajanjem krsta pri Savici. Najlepša hvala, Črtomir, da ste se predstavili. Naš čas se je žal iztekel, na programu zdaj sledi Ugodno oddam sina. Mislim, da moramo zaključiti z nečim pozitivnim. Prešeren še zdaleč ni vzorna osebnost, prej nasprotno. Pa saj to sploh ni pomembno. Ni pomembno, kaj Prešeren ni, pomembno je, kaj je. In tu ni dvoma. Prešeren je največji slovenski pesnik. To priznanje je največ, kar lahko naredimo v njegov spomin. Če pa bomo kdaj v njegovem imenu izpraznili kakšno kupico, France zanesljivo ne bo imel nič proti. No, pa na zdravje. Na zdravje. In res. Najlepša hvala vsem za sodelovanje. Oj, kozarček moj, bodi tu z menoj, stoj mi noč in dan v strani, vsega hudega ne brani. Oj, kozarček moj, bodi tu z menoj, ti boš vedno varuh moj. Oj, kozarček moj, bodi tu z menoj. Slavne osebnosti danes ustvarjajo mediji. Če nisi v medijih, te ni. Zato, gospod Prešeren, kakšni so bili vaši občutki po pristanku na tleh? Intervju, prosim. Z vami smo spet in prišel je nov poet. Rozamunda Hribar in Črtomir Dolenc. In vi poslušate ter gledate Klub poetov Slovenije. Danes je z nami res pomemben in izjemen gost. Na obletnico njegove smrti 8. februarja. Kaj? Smo povabili avtorje številnih znanih del, kot so Strelica, Soneti nesreče, Nezakonska mati in mnoge druge izvrstne pesnitve. Si navzoči dr. France Prešeren.
Gospod Prešeren, lepo pozdravljeni. Dober dan. Kako se počutite danes? Tako, kot se lahko človek v teh časih počuti. Kot da se dnevi zlivajo eden v drugega in kot te COVID dni rabel hudi. Vsi vemo, da dan živimo v novih, drugačnih in turobnih časih. Kako se vi spopadate z novim načinom življenja, teh nenavadnih časih? Sam se vozim po železni cesti, katere luč na koncu ne vidim. Ni luči, ni ovinkov, ni prometnih znakov, ki bi me vodile v teh novih, norih, nepredvidljivih in neznosnih časih, kjer je življenje gnus, nalog in stisk nemalo, ter prijazna smrt predolgo se mudi. Ste se tudi vi sami spopadli s tem novim virusom SARS-CoV-2 ali kako se mu že reče? Da, nažalost sem imel to čast, da je moje telo gostilo korono. Že dosti ne okušam sreče, sedaj pa se je temu pridružila še hrana. Moje čutnice je zapustil sladki okus fig, oster vonj razkožila ter nežen dotik ženske roke. Kaj menite o cepivih in ali se imate namen cepiti? Sem neopredeljen ter teorijam zarote ne verjamem. Proti samemu cepivu pa nimam nič proti, saj mi je tudi vsebina paštete skrivnost. Kako je korona vplivala na vaše finančno stanje? Ostal sem brez ficka, ki mi je bil iztrgan iz rok že v zibelki. Tudi država me je pustila na cedilu, ter mi ni nudila potrebnih finančnih sredstev za življenje brez skrbi. Kot vemo, kulturnikom in umetnikom je življenje ni poslano z rožicami, še posebej z rožami države. Zato se mi pesništvo ni obneslo. Svojo srečo sem spet poskusil kot pravnik, vendar tudi ta trta ni obrodila sadov. Tista železna cesta pa me je vodila nazaj do mojega prvotnega življenjskega cilja, širjenje umetnosti z besedo z drugimi. In tako me je pripeljala do vrhunca umetniškega izražanja, pisanja bloga. Kako je korona vplivala na vaše pisanje? Najprej sem poskušal ostati zvest prvotnemu pisanju na roko, zato sem svoje srce izlil v kos papirja. Te majhne fragmente svojega srca sem delil ljudem, ki jih je moja izvrstna ideja ni pritegnila. Za razliko od covida so se moje besede širile prepočasi in tako sem začel pisati blog, kjer mi kopitar ne more delati cenzure in se lahko obrača še samo v grob. Kako pa vam gre zmanjkovanje v teh novih koronačasih? Veste, naletel sem na eno res neverjetno aplikacijo po imenu Tinder, kjer sem srečal več deklet kot na plesu, ko mi je bila zalika usodno odvzeta. Zahvaljujoč tem sodobnim čudesom spletnih omrežij, me je spet končno opazila nedavno nazaj neuslišana Julija, ki se je po mnogih letih spametovala. Rekla je sicer, da imata z možem zakonske težave, vendar to me tudi prej ni spravilo s tira. Saj veste, kako pravijo. Naj živi jo mladenko prelepo žlahtno rožico. Kakšno je vaše mnenje o šolanju v teh novih časih? Osebno mislim, da bo kdo težko ponovil moj uspeh, zapisan z zlatimi črkami, oziroma za tiste, ki niste razumeli, naj parafraziram. Novega Prešerna ni za pričakovati. Vem pa, da tako šolanje nadaljavo v mladini zagotovo ni najljubše ter ne ustreza in to z razlogom. Vendar verjamem, da se bodo šolarji vrnili v šolske klopi, ko bo to zanje in za njihovo okolico najvarneje. Ali boste v bližnji prihodnosti napisali kakšno novo himno? Saj, ne da mi ni všeč. Menim samo, da je malo zastarela in menim, da bi bil čas za novo. Če vam himna ni všeč, imate mnogo drugih kvalitetnih izbir, sicer pa je bila pesem vaša odločitev. Doktor France Prešeren, najlepša vam hvala za vaš čas in mnenje. Ali imate za konec kakšne karantenske misli? Življenje je ječa. Ostale pa lahko preberete na mojem blogu. Hvala za povabilo. Po okužbi z novim koronavirusom življenje Franceta Prešerna viselo na nitki.
Iz nepotrjenih virov smo izvedeli, da je najpomembnejši slovenski pesnik France Prešeren bil okužen z novim COVID-19. Omenjen vir pravi, da je virus hudo prizadel njegova čutila, ki bi naj imela dolgotrajne posledice. Prešeren naj bi okužbo staknil preko paštete. Več o tem si lahko preberete z naročilom na kmetijske in rokodelske novice.si. Pozdravljeni v informativni oddaji Luna TV. France Prešeren pokritiziral minimalističen dodatek za kulturnike. Najpomembnejši slovenski pesnik je spregovoril o težkih časih, ki mu jih povzroča korona. Izguba že tako mizernega dohodka ga je prisilila, da je pero zamenjal za spletnim portalom. Kot gost v podcastu je potožil o tegobah, ki so ga pretile med okužbo. Soočil se je tako z izgubo vonja kot okusa. O cepivu govori kot o pašteti, kar je precej realno, saj javnost ni najboljše seznanjena z vsebino odmerka. Zaskrbljeni pesnik je le še eden izmed mnogih, ki se v teh časih borijo z depresijo, ki je vse večja pokazateljica odmaknjenosti od socialnega življenja, ki je osnovna potreba družabnih bitij, kot je človek. Prešeren sočustvuje z mladimi, ki znanje pridobivajo nadaljavo. Želi jim čim prejšnjo vrnitev v šolo, seveda v ugodni epidemiološki sliki. Hvala za vašo pozornost. Lepo pozdravljeni v večerni oddaji 25 ur. France Prešeren, prenovljena osebnost, ki se bo cepila. Človek, ki predstavlja vrh slovenske poezije, se zaradi stiske zateka k bizarnemu delu, ki ga v teh časih lahko opravlja vsak. Postal je le še eden izmed mnogih slovenskih blogerjev. V enem izmed zadnjih intervjujev za podcast Klub poetov Slovenije je spregovoril o tem, da se s koronavirusom že soočil. Največ težav sta mu povzročila 10-dnevna osamljenost in zapostavljenost. Iz pogovora smo razbrali, da se novodobni bloger namerava cepiti. Težko delo znanstvenikov, odkritje cepiva pa se je drznil primerjati kar s pašteto. Pesnik ne izraža pretirane skrbi zaradi zaprtja šol. Meni, da njegovih del in njegove pomembnosti ne bi mogli preseči niti ob odprtih šolah. Hvala za vašo pozornost. Za konec pa še pereče vprašanje, katere plamen v meni tli že leta. Iz dneva dan v meni bolj razjeda dušo in krade ure mojega življenja. Za ljubega Boga, kje vi dobite fige? Strokovnjaki opozarjajo, identiteta je fluidna. Flu-id-na. Pretaka se v času in prostoru, zdi se, da izgine, pa se vrne prerojena. Tako kot večna romantična tema ljubezen. V ljubezni je mogoče pozabiti nase, se izgubiti in žrtvovati, ali pa najti novega sebe, se preroditi. Ljubezen je navdih, srčna bolečina, luč na koncu tunela, poguba in rešitev. Že od nekdaj. Gimnazija Franca Miklosiča Ljutomer. Glavni prostor dogajanja srednješolskega življenja. Prostor, nabito poln z ljudmi, ki iščejo sami sebe in pot, po kateri bi radi šli. Pa tudi vir vseh srednješolskih čenč, govoric, upravljanja. Za večino dijakov pravi srednješolski raj, katerega del sem tudi sama. Ne, to nisem jaz. To je Julija Primic. Je najlepše in tudi najbolj priljubljeno dekle na šoli. Njena popolnost je naravno zastrašujoča. Sanje vsakega fanta na gimnaziji ter sočasno nočna mora vsake punce. O njej pripoveduje celotna zgodba, ki jo boste slišali. A kdo sem pa jaz, vprašate? Nihče. Za večino pripadnikov moškega spola nevidna. Ana Jelovšek. Jaz sem oseba, ki vas bo vodila skozi to srednješolsko romanco, ki pa se je zaradi koronavirusa preselila iz šolskih hodnikov kar na družabna omrežja. Kdo je Romeo v naši Juliji?
France Prešeren, moja simpatija. Kako nepriročno, kaj ne? Seveda pa kraljici šole ni dvoril samo on. A si za avanturo? Avantura? Pa kaj je to raziskovalka Dora? Mislil sem, da se sreča začne z S. Zakaj se moja začne z J? Ne vem. Vprašaj ga, če gre za kako vrsto disleksije. Skril bi vsak stol na svetu, samo da bi se mi enkrat usedla na obraz. Fuj, recimo, da bi sedel na tleh. Hej, angelček, a je bolelo, ko si padla z neba? Te lahko peljem v Dionis na pijačo, ko bodo gostilne spet odprte. S njim, na pijačo. Reci mu, da se opača nisi udarila v glavo. Drznil sem se ti vzeti za navdih za svoje delo. Kaj pa ti tudi rada rišeš? Če to pomeni, da lahko narišeš z vrata, skozi katere bo učel, potem odgovori z ja. Ej, prijatelji. Ja. Zakaj imamo to skupino? Zakaj pa Kopitarjevega ni v kolu? Kje je pa Miklišič? Prešeren, kaj ti se še vedno muliš? Zakaj niti v skupini nista? Mi smo zato se zbratili, ker dobro v srcu mislimo. Halo, Prešeren, ne dramatiziraj. Govori normalno. Ne mislimo mi tu tvojih hieroglifov razvozlavati. Okej. Torej, Julija? Spet smo tam. Tvoja obsesija postaja srhljiva. Razmišljal sem, da bi povedal... Pa kaj bi ti rad izsilil? Prepoved približevanja? Vse tako kaže, ja. Ne delaj tega, to je praktično socialni samomor. No, zdaj se mi zdi popoln trenutek zaradi karantene. Mogoče je osamljena. Po prej videnem lahko brez zadržkov trdim, da osamljenost ni bila v Julijinem besedišču. Njen DM so verjetno bolj polni kot park na dan šusa. Ne vem, kako naj sploh začnem pogovor. Napiši jih, hej. Koliko je boš pa napisal? Ne vem, 2? Jaz predlagam 3. En jo je friendzone, hej, pomeni, lahko bi kaj imela, hej, pa pomeni obseden sem s teboj. Torej tvoje trenutno stanje. Okej, vzeto na znanje. Torej 3x je. Držite pesti. Verjetno je kriva karantena, saj je Julija pozabila na svoje vrtoglavo visoke standarde in Prešernu dala priložnost. 4 to 6 weeks later. Ej, stari, mislim, da sva z Julijo na tej točki razmerja, da jo bom presenetil s škatlo fig. Ne, prijatelj. To je vse taktično dodelano. Zdaj jo že nekaj dni ignoriram. Da me bo malo začela pogrešati. Jaz tu sedim, čakam, on pa mi samo napiše: oprosti, bil zaposlen. Oh my god, girl, kak idiot. Ok, punce, to moram dati ven sebe. Ja, izpovej se, ljubica. In res se je izpovedala, si je kar krepko dala duška. Saj veste, da nisem ena od tistih, ki bi se pritoževala, če ne dobi dovolj pozornosti, ampak karantena me je pripeljala do te točke. In saj veste, da nisem ena od tistih, ki bi šimfarila, ampak da ignoriraš nekoga, kot sem jaz. In vse vemo, da nisem ena od tistih, ki bi govorila o nekom za njegovim hrbtom. Ampak on je tako, oprosti, bil zaposlen. Čakaj, kaj? Ne odgovore. Tako ali tako si predobra zanj. Samo, kaj pa, če bo potem mislil, da me je razjezil? Nočem, da si misli, da ima moč, da me lahko razjezi. Čakaj,
Mogoče bi moral kaj napisati. Našla sem odgovor, ki je popoln. Napiši ok. Ja! Jaz bi naredila enako. Naj se zaveda, da je nekaj narobe. Okej. Napisala je ok. Dobro, torej ni jezen. Joj, moški. Gospodič, a lahko stopite malo z mano, prosim? Kako to, da ne nosite maske? In ali je to vaša občina? O moj bog, to je rekla! Nič, sem dobila paket. Je lahko še bolj osladno? France? Kdo je že tu? Ja, o moj bog, on je pa res že lanski sneg. Torej, dijaki, odkrite še delne zvezke na strani 50, da bomo rešili še nekaj nalog iz konstante ravnotežja. Ne more biti. O moj bog, to bi je Prešeren popolnoma smešen kleve. Zdaj bo že privida. Joj, si patetično. No, nisem imela prividov. Zanima vas, kako se je pripoved končala? Kot ste videli, ne ravno romantično. Juliji je srce začelo biti za novega sošolca in to ni bil nihče drug kot njeni prvi snubec, povodni mož. Se ga še spomnite? A si za avanturo? Še meni je zastal dih, ko sem ozrla te mišice. Se pa je zgodba zaključila precej priročno zame. Ko so se Prešernu zacelile rane, je končno ozrl, da ljubezen njegovega življenja stala naravnost pred nosom. Jaz. Pa še v isti občini sva doma, tako da ne bo več športnega udejstvovanja s policijo. Očitno se je moj srednješolski pekel nenazadnje vseeno prevesil v raj. William Shakespeare, to sem jaz, avtor Romea in Julije, se ve. Ker je zmeden vaš obraz, naj vam povem, zakaj se gre. Julija, mladenka Zala, iz Capuletove družine, na plesu fanta je spoznala, ki Montegov bil je sine. Med njima iskre so se vžgale, hodila sta z roko v roki, kmalu v ljubezni njuni je sledil finale, kajti priča smo bili poroki. Njuna zveza ni bila sprejeta in ju vodila v smrti je objem. Tragiko tudi zgodba naša nam obeta, saj Prešeren v njej ljubezenski ima problem. Primičeva Julija bila je lepotica, ravno v letih za poroko. Sijala kot zvezda je denica, ko oče ji omenil je za roko. O, draga moja Julija, ne boš verjela. Kaj pa je, oče? Jaz, tvoj oče Jernej Kopitar, sem ti našel popolnega moža za tebe. Pa saj to je neverjetno, oče. Komu ste me obljubili?
Kličejo ga sicer čudno, njegov naziv je povodni mož, ampak jaz še vedno menim, da bo on, če se lahko tako izrazim, pika tvojemu stavku. Julija, pa to je on! Kar naprej, gospod! Julija vas že nestrpno pričakuje. Moja dama, vas smem peljati na ples, da se bolje spoznava? Seveda, samo dajte mi minutko, da se uredim. One eternity later. To zmeraj traja tako dolgo. Pa ja, pa saj veš, kakšne so ženske. Pred ogledalom bodo preživele 5 ur časa, če bo treba. Glede na čas, ki si ga Julija vzela, bo res strašansko lepa. Ženske. Meanwhile. Bonjour, français. Qui achis? Matija, ne vem več, o čem naj pišem. Imaš ti kakšno idejo? Ja, natürlich. No, kot pravi prijatelj ti predlagam, da danes greš na tisti ples, si najdeš eno cute punco, se zagledaš vanjo in potem celo življenje pišeš tragično poezijo, ker seveda ti je ona nedosegljiva. Pa ti si genij! Na starem sotrgu pod lipo zeleno trobente in gosli in cimbale pele. Plesale, lepote z Ljubljane so cele, nedeljo popoldan so mladenči vesele. Pridi že, greva plesat. O, glej Tito, Primičevi so našli moškega. In, če smo že pri tem, moja hči se je poročila z mnogo lepšim. Bil je že skrajni čas. Jaz sem svojo poročila že pri 16, ona pa ji šteje že 23. Pa daj no, kdo bi se hotel poročiti s 23-letnico? Izgleda, da tisti mož tam. Glej, kako jo gleda. On? Misliš, da ima reven, kot izgleda? Sploh kakšno možnost z njo? Izgleda, da ga revščinom ne zaustavlja, preveč se spravlja na plesišče. Zdaj bom osvojil tisto punco s svojim plesom. No, mogoče več kot le eno. No, to bi pa res rada videla. Si res želiš to videti? Mislim, da je všeč. Tako kot je všeč tudi ona meni. Zelo. 3 hours later. Matija! Kaj je, France? Ej, a veš, da si imel prav? Res sem videl eno ljubko dekle. Poznam te well enough, da vem, da boš me vprašal, kako naj jo osvojiš. Kako si vedel? Še predobro te poznam, verjemi. Jaz ti predlagam, da napišeš pesem. Kaj praviš na sonet? Pa ti si res genij! Le kaj bi jaz brez tebe? Ja, verjetno bi tukaj sedel in se spraševal, kaj naj narediš sam s sabo. No, torej, če hočeš dekle, moraš čim hitreje začeti pisati. Dajmo, akta, non verba. Prešeren se spravi k sonetu, napiše venec, ki mu ni paral.
in kot pritiče našemu poetu, je odločen, da z njim Julijo očara. Prešeren s figo v žepu se k Juliji odpravi, pripravljen, da ji izpove, kar čuti, prepričan, da on je zanjo pravi in lahko začneta sanje skupaj snuti. Julija! 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 Jaz nisem Julija, ampak če jo iščeš še 2 balkona naprej. Julija! Julija! A si ti slučajno tisti mož s plesa? Da, to sem jaz, France Prešeren. A se me še spomniš? Nažalost se te res. Pustiva zdaj tu. Naj ti predstavim mojo najnovejšo pesnitev, ki sem jo spesnil le zate. Poet tvoj nov Slovencem venec vije, ran mojih bo spomini in tvoje hvale, iz srca svoje so kali pognale, mokro cveteče rožice poezije. Iz kraja niso, ki v njih sonce sije, si v času blagih sapic pogrešvale, obdajale so vtrjene iskale, viharje v jezdnih mrzle domačije. Izdihljaji solze so jih redile, ji moč so dale rasti nevesilo, v temnih so zatirale jih sile. Lej, torej je bledo njih cvetje velo, jim iz oči, ti pošli žarke mile in gnale bodo nov cvet bolj veselo. Hvala, moram reči, da res zelo cenim. Julija! 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 Pa kaj se greš? Saj sem te obljubil drugemu. Oče, ni se zgodilo po moji krivdi. Možakar, ki pravi, da mu je ime France Prešeren, mi piše pesmi. France Prešeren, praviš kaj? Mu bom že pokazal, da si ne drzneš več stopiti na balkon, ko te bo klical. Jasno! One long, angry line later. Pozdravljam, Prešeren. Pišem ti, da ti enkrat za vselej dopovem, da Julija nikoli ne bo tvoja žena. Že sem ji našel moža. Pa tudi, če ga ne bi, se ne bi mogla poročiti s takim revežem, kot si ti. Če ne boš nehal kvariti našega ugleda, potem ne boš več dolgo jedel kaše. Izredno vljudno te prosim, da za zmeraj pobereš šila in kopita in pozabiš na Julijo. Jernej Kopitar. Občutek imam, da se ne bova razumela. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. France, kaj skrivaš? Ničesar ne skrivam, Ana. Verjemi mi. Kaj pa imaš pod mizo? Pokaži! Ana, nikoli je ne bom pozabil. Žalostna, komu neznana je resnica, ta tragična je zgodba našega poeta. Ko solze so mu tekle preko bledka lica,
Pisal je poezijo, ki je danes speta. Kaj je resnica in kaj je le mit o Prešernu? Brali smo, raziskovali, brskali, se identificirali z njim, kaj nam njegova poezija sporoča, s čim nagovarja pandemično generacijo gotovolejevcev. Smo z našim ustvarjanjem samo potrjevali pesnikovo identiteto ali našli tudi delček sebe, našega univerzuma. Spet prte so rodile prijateljice nam statno, ki nam oživlja žile, srce razjasni oko, ki utopi vse skrbi po trdih prsih, po trdih prsih,